Lep in prijazen dan vam želim iz oranžne pokrajine, in sicer pokrajine, v kateri bodo lahko jutri naprej v Kopru, Izoli, Piranu, Ankaranu in seveda druge obiskovalci in domačini sedeli na vrtovih ter si privoščili jutranjo kavico. Pogoj je le, da bodo mize razmaknjene 3 metre med seboj in da bo med sedečimi 1,5 metra razdalje. Tako da veste, takšna so pravila. No in vse to boste lahko delali ali počeli do 19:30 ure. To pa bodo gostinci morali lokal ponovno zapreti. No, mi se nahajamo na povezovalni cesti Izola Strunjan proti Portorožu in tukaj vidite znameniti strunjanski drevored, ki je res nekaj posebnega in nekaj enkratnega, posebej danes, ko vidite, da je vreme ravno primerno za snemanje tovrstnih posnetkov. Poglejte tole, tako pač vozijo vozniki, ki v bistvu mislijo, da je bolan osnova neresnosti na slovenskih cestah. Zato naj bo ta prispevek in ta posnetek namenjen tudi vsem tistim, ki se nahajate na javnih cestah, pa tudi nejavnih, ki smo zelo natančni, da pazite in vozite previdno, skladno s predpisi. Ne kot ta voznik, ki nas je ravno pred kratkim prehitel, misleč, da je on pameten in da se mi držimo predpisa. A mi pravzaprav vozimo po predpisu, on ne. No, pa pojdimo naprej. Smo zdaj že na delu ceste med Strunjanom in krožiščem za Pirani, Portorož. Mi vam bomo prikazali posnetek stanja v Portorožu tik pred preomenjenim odprtjem zunanjih teras. Temperatura v obalno-kraški regiji, ki je osnova tega prispevka, v tem trenutku znaša 12 stopinj Celzija, piha, čeprav so vremenarji napovedovali neblo prijazno vreme, tega še nismo opazili in tudi pravijo, da dežja ne bo. No, bo pa zato morda drugače, manj prijetno ali pa celo bolj. No, zdaj smo že v bližini krožišča, kar najavlja tudi ta smerokazna tabla, in sicer, če zavijemo desno, se peljemo lahko proti Piranu in Portorožu, če peljemo naravnost, proti mejnemu prehodu, na črno zgrajenem mejnem prehodu Hrvaške, in Plovanija se imenuje, in seveda prečimo naš mejni prehod Sečovlje. No, mi se podajamo v Portorož, kot obljubljeno, da vam pokažemo utrinek stanja v tako imenovanem najbolj razvitem turističnem delu slovenske obale. Čeprav bi lahko najbolje dali pod narekovaj, ampak potem gre drugič. No, pa se peljimo naprej. Tule je krožišče, ki nam omogoča, da se zapeljemo, kot rečeno, v center Portoroža ali pa desno proti Piranu in Belemu križu in naprej
se spustimo proti turističnemu naselju Fiesa, ki tudi ni ne v časti, ne ponos občini Piran. No, tule je tako zvana označitvena tabla, ki pravi, ponazarja, da se spuščamo v področje turističnega naselja Portorož. Mi bomo zavili najprej do prvega krožišča proti Luciji in se nato vrnili v Portorož in tako prikazali kratek utrinek ob obali na današnji dan 18. aprila 2021. In kot rečeno, 19. aprila pa bodo sproščeni ukrepi v obalno-kraški regiji in še ostalih 7. Ne bo pa to storjeno v osrednji slovenski regiji, to je področje Ljubljane in tako dalje. No, tukaj bomo zavili, kot rečeno, levo, se pravilno usmerili. No, na oni strani vidite že prve turiste, ki seveda mask nimajo in se tudi ne držijo reda razmakanja celo 5 metra, ker niso družina, razen če so ti 3 brati, recimo. No, tule bomo na poti proti Luciji, v prvem krožišču. Vozilo obrnili in se seveda menili nazaj v središče Portoroža, da vam pokažemo hotelske komplekse. Tako bomo pokazali tudi tu enega, to je kompleks hotela Metropol, ki pa je seveda v hrvaški lasti, ker so ga nedobudni slovenski nosilci oblasti prodali tujcem brez logike in brez koncepta. In zdaj se to prodaja naprej. To je še eno hotelo, ki je pa v lasti nekega drugega podjetnika. Na levi strani vidite kanal, v katerem je kar nekaj plovil. No in to je to krožišče, kjer smo rekli, da bomo pred Lucijo, ki je le privesek Portoroža, slovensko naselje, natančneje, da smo točni, in ne Žleht. Zato se tja ne bomo niti podajali. No, zdaj se vračamo nazaj v področje Portoroža. In sicer boste na desni strani zagledali kompleks hotela Metropol, preomenjenega lastništva Hrvatov, ki so mimo grede ta hotel prej uničili, kot so ljubili, namenili turizmu in razvoju Portoroža ter občine Piran. Ampak to ne moti ne občino Piran, kaj šele državo. Na levi strani se nahaja tehniški center v Portorožu in se prav tako ne more pohvaliti z veliko eminentnostjo. Ne s turnirji, ne z tem videzom, ki ga ponuja obiskovalcem. No in mi smo zdaj
že na poti v področje hotelskih kompleksov ali pa hotelov v Portorožu. No, tu je en od objektov, ki ga prenavljajo. Na desni strani vidite upravno zgradbo splošne plovbe, ki so kupili Nemci. Splošne plovbe, ki zdaj sploh nima svojih plovil ali pa ladij natančneje. Res prava sramota. No, ravno vidite novi del hotela Kapinski, ki smo ga državljani Slovenije preko Istrabenza financirali z 105 milijoni evrov denarja in ga nato prodali srbskemu zakonu za borih 25 milijonov in še 5 jih je, od 25 seveda, jih je dolgo mečkal, da jih je poplačal. Tako pač delamo in zato je to milo rečeno dokaz naše neorganiziranosti na ravni države, na ravni lokalne skupnosti in na ravni podjetništva. Zanimivo, da postajamo, če smo zelo pošteni, kot je rekel Cankar, hlapci v lastni domovini. No, vprašanje, če je to sploh naša domovina. No, to je kompleks prej omenjenih hotelov, še enkrat iz tega zornega kota. In na oni strani vidimo že, da se pripravljajo gostinci za otvoritev svojih lokalov jutri. Na desni strani tudi nekaj lokalov videti mirno čakajo in nimajo nobene ihte, da bi to storili. Pa mi bomo tu parkirali in se podali na obalo, da vidimo še stanje v obali. To je bilo to iz Portoroža. Nasvidenje.